En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Danes bo tema bolj zanimiva kot prejšnjič. Prejšnjič sem mogoče malce bolj govorila o bolečini, danes bom pa poskušala vam malce približati, kako človek res lahko postane srečen. In ne samo kako postane srečen, kaj je sploh sreča. Zdaj marsikdo od vas, ali pa bi tako rekla, kdo od vas, ko se vprašate, kaj je za vas sreča? Lepo prosim, res bom vesela vaših komentarjev, kaj vi vidite kot srečo. Kaj vas rečete, ok, jaz sem srečen. Kako vidite srečo? Spomnim se, ko mi je kdaj gospa kaka napisala, pa gospod, jaz bi bil srečen, če bi imel 1 milijon evrov. In potem se vprašam, jaz marsikoga poznam, ki ima več kot 1 milijon evrov, pa tudi vem, da ni srečen. Poznam pa tudi ljudi, ki živijo skromnih plačah, pa so res srečni. Kaj je za vas sreča? Jaz bom pa poskušala danes zelo na kratko, res na kratko, približati, kako sama ocenjujem to srečo in kako vidim, da lahko vi zgradite to srečo še bolj. Vi pa napišite, kako vi vidite srečo, kaj je za vas sreča, oziroma kaj za vas pomeni, da ste srečni. Prepričana sem, da na ta svet, to so moje prepričanja, kar pomeni, da to ne pomeni, da so to vaša prepričanja. Na ta svet smo se prišli učiti skozi ljubezen. Vendar, v tej ljubezni, da se lahko učimo v ljubezni, potrebujemo nekoga. Ali je to partner, ali je partnerka, kakorkoli. Potrebujemo ljudi, da spoznamo in gradimo odnos. In jaz sem prepričana, da čisto vsa sreča se gradi skozi odnos. Vse. Da si vsi hrepenimo, tako kot sem napisala zgoraj, po dotikih, po občutkih, po energiji, po ljubih, po ljubezni. Hrepenimo po tem. In kaj se nam dogaja, bom opisala skozi nekaj primerov, pa bom opisala nekaj zgodb, kar poznam, nekaj mojih zgodb, s tem namenom, ker marsikdaj, spodaj sem napisala en anonimni citat, ki piše, ki govori, vsakič, ko nekoga sodite, se razkrije še vaš nezaceljen del vas samih, oziroma nezaceljena rana, tista rana, ki jo še imate odprto, da jo pozdravite. Primer. Kaj se nam se dogaja v družinah, te družinski vzorci potem potujejo z nami, iz našega otroštva, prinesemo v mladost, iz mladosti prinesemo v našo družino, potem, ko se pač s partnerjem spoznamo, vedno se ponavadi najdete 2 partnera, ki se lahko učite v ljubezni in skupaj rasteta, zdaj pa je to odvisno, ali si to partnerja želite ali ne. In mogoče, kaj se nam dogaja v odnosih? Mi hrepenimo po teh odnosih in če jih nimamo doma ali v službi, zakaj hrepenimo po teh odnosih? Ker nas ti odnosi delajo žive, prav žive. V prejšnjem videu sem govorila, kako sem rekla možu, jaz bi se res rada počutila živo. Vse mi je tako ok in vse fajn, ampak rada bi šla nazaj v tistega otročka, ko sem uživala, karkoli sem že počela, do tega. Vsak hrepeni, da pride do tega občutka, da se počuti živ. Živ se pa počuti takrat, ko čuti prijetno energijo zraven sebe. Ali ko, naprimer, ko se ga nekdo dotakne, ko ga nekdo boža, ko ga polni z občutki, naprimer, ko vam nekdo govori, kako vas ima rad, kako ste lepi, kako vas pogreša, misli na vas, zdaj te sanjam, sanjala sem te, kakorkoli, pa mi govorimo o teh občutkih, mi nekaj gradimo ta odnos in mi se počutimo živi sami seboj. Kaj pa se nam dogaja ponavadi? Tako, malo se boste punce nasmejale, ene se boste, ene mogoče boste rekli, to pa ne drži, moški bojo pokimali, naj povem, da tudi neki moški gleda mojih videov, tako da sem vesela, tudi prebere mojo knjigo, tako da to sem še pa toliko bolj hvaležna in vesela za to. In sicer, ko ženska, spomnim se sebe, kako je bilo. Ko sem bila huda, naprimer na partnerja, ali ko sem bila na Igorja, zdaj tega več ne počnem, sem se najprej zdrla, ker to sem poznala. To pomeni, ko nismo toliko samozavestni, čutimo, da še nimamo svojega stebra, znamo ponavadi odreagirati eksplozivno, to pomeni implozivno, da nastopimo kot imamo kao samozavest, ampak v resnici ta naša samozavest je prekrita s tem, da glasno govorimo, da napademo, to pomeni, to je naša obramba. In mi se potem rečemo, nisi to naredil, nisi ono naredil, to obljubljaš, gor, dol sem tja,
razjezel se mi gor dol in potem ponavadi moški ne ve, kaj naj naredi v tem primeru, eni ja, eni ne. Eni, na primer, grejo nazaj v borbo, ker oni imajo isto to dokazovanje in se odmaknejo. Ali pa ženska se odmakne, ona beži stran, to pomeni gre v sobo, zapre, zdaj me pusti, naj ne morem več tako, to ne bo šlo naprej, talalalala. In potem ženska vse po čem hrepeni potem, da mož potrka ali pa partnerka potrkata na vrata in reče, pridi, da te objamem. In seveda mi se branimo, zato ko to ni v skladu, mi smo zdaj jezni, razburjeni, ampak spomnite se taki, ki ste bili kot majhni otročki. Vse kamorkoli ste šli, ko ste bili jezni, žalostni, objokasti, ne vem kakršnikoli srečnika, po čem ste hrepeneli? Ja, po objemu, da vas nekdo močno objame in da vam seveda izraža svoje občutke. Rada te imam, vse je v redu, vse bo dobro s teboj, vse je tako, kot mora biti in tako naprej. To mi hrepenimo po grajenju odnosa. Kaj pa mi naredimo? Mi pa se zapremo, ponavadi kaj naredimo, kako sem jaz to naredila, sem se zdrla, sem šla v svojo delovno sobo in potem sem bila v tisti sobi in sem čakala, kdaj bo prišel, da se mi opraviči. Ali pa da mi reče, ja, res imaš prav. In potem sem čakala in mogoče, ko pač se on odločil četrtič, petič, da to pa več zdaj ne bo naredil, me je še bolj razjezilo, kako to, da ga zdaj ni. Ampak v resnici vse, kar sem si želela, da pride, pa da me objame, pa da mi reče, rad te imam, ali obratno, da tudi vi takrat naredite. Zdaj, ker ste že malo bolj, zdaj ste že bolj pametne, zdaj ste že bolj modre, da greste in da rečete, sorry, le ne vem, kaj mi je bilo, moj stari vzorec, takoj sem se zavedala, kaj sem naredila, prosim, samo objami me, ker potrebujem objem. In jaz sem prepričana, če to naredite, midva z možem, to sem tudi v enem videu povedala, da sva si dala, midva nismo nikoli se kaj dosti smulala, pa se zapirala za 2-3 dni, ampak sva si povedala, ampak je skozi, potem sem hotela pa povej, v resnici, da spoznam, da ta skvoš igram in da je vedno hujši in da sem vedno bolj jaz glasna, ne pa on. In hrepenimo pa samo potem, da pride do tega stika in da rečejo, le vse je ok, še vedno te imam rada, ne glede na to, kakšen si ali kakšna si. Tako da, v partnerskem odnosu je zelo pomembno, da ne bežimo, mislim, to se tudi potem dogaja na obredih, normalno. No, in isto to se dogaja v službi, to sem dala zdaj v partnerskem odnosu. Kaj se dogaja med staršem otroci? Mami ali pa oče, starš, hoče svojemu otroku nekaj povedati. Ja, spet nisi to naredil, vse, kar pričakujem, da si v šoli dober, da sobo pospraviš, da to narediš gor dol. Otrok vse, kar naredi, gre v sobo, se zapre in čaka, ali pa se malo zgovarja nazaj in mama se odmakne, oče se odmakne in misli, v resnici vse, kar rabi, da pride do otroka in da reče, sorry, jaz te tako imam ratli, objamem te, sem dejma naredi tako, da bova oba srečna in otroku pokaže to spoštovanje in obratno. V takem primeru, v starševskem primeru smo mi tisti, ki moramo to narediti, zato ker smo mi naredili ali pa rodili, drage moje, te otroke, ne oni nas. To meni, to je naša naloga, hierarhija. Vi stopite do svojega otroka in mu poveste, ker to so vaši vzorci. Vi gledate svojega otroka in rečete, kako je on lahko takšen, nič ne naredi. Ja, vprašajte se, ali vi naredite, ali greste, stopite izven cone obdobja, ste pogumni, pa naredite neke korake in če niste, vam to otrok kaže. Naprimer, pri mojemu starejšemu sinu se vidi, ker hoče vse takoj, pri njemu je vse akcija, zdaj, takoj. In potem reče Igor, kdaj se pošali z mano, oh my god, si predstavljaš, 10 let sem mogel to pri tebi prav trpeti, ker je bilo pri tebi takoj, zdaj bomo to naredili, zdaj gremo, če bomo zamenjali, zdaj moramo to zamenjati, ne čaka 6 mesecev in takega imam sina. In ko ga jaz zdaj gledam in ko vidim, kako dela, pač samo smejim se, pa rečem, ne, vse bo, daj počakaj, nič se ne mudi, vse bomo naredili, dokdaj imaš, tako. Ampak ponavadi pri takih ljudeh je vedno vse na zadnji moment, zdaj, zato ker vejo, da zmorejo, ker takrat se oni počutijo živi. In jaz sem se najbolj živo počutila takrat, ko sem imela 101 delo in
namesto da bi to naredila, 3 mesece, pa si postavila plan, še danes so kdaj moji sodelavci hudi name, pa zakaj nismo to že prej, ker bi lahko kasneje, zaradi tega, ker me to daje živo. To mi daje to adrenalin in ta adrenalin me spodbudi, da jaz to zmorem, da pokažem, da zmorem. In ponavadi res zmorem. Sem potem naredim kako paniko pri drugih, zaradi tega. Ok, kako je pri sodelavcih? Pri sodelavcih je spet hočemo zgraditi odnos. Najhujše, kar je, ker je čisto enako. To, kar delate doma v družini, to prenašate med sodelavce. Ne more biti drugače. Vsi hlastamo za smehom, še enkrat, da se lahko nasmimo, iz srca, da se ne smimo. Meni je tako lepo, ko mi Igor tako kdaj pogleda, pa se iz srca nasmim, pa reče, oh my God, kako je lepo to videti in čutiti in te slišati. Je rekel, še kar jaz se v notranjosti smejim. In to je tisto, kar nas polni, kaj nam daje žive in to želimo, graditi odnos. Ne glede na to, kje ste. No in v službi, kaj se zgodi? Nadrejeni, zaposleni. Nadrejeni reče, tole ni v redu, jaz mislim, da bi to mogel malo bolj se poglobiti na to, ali pa naredi nekaj drugače, premalo je konkretno, niso dobre številke, mogoče ne izkazuje ROI ali dodane vrednosti in gor dol. In mi kot osebe, kot zaposleni to vzamemo na način, da rečemo, aha, spet me tule graja in se odmaknemo. In ponavadi kaj naredimo? Čakamo, skritiziramo, to, kar je normalno, skritiziramo, nikoli ne gremo v to, da rečemo, kaj bi se lahko jaz ven iz tega naučil, katera moja rana me je zdaj zabolela, da sem razumel, da ne kritizira, da kritizira dejanje, ne pa mene, ker ponavadi vedno gremo na to, da se čutimo, da smo mi kritizirani in potem, kakšen bi se gradil odnos. Pozdravljeni, mene je tole zdaj zmotilo, mogoče bi rad povedal, kako sem se počutil, ko sem to slišal in potem lahko slišite totalno drugo zgodbo, da na drugi strani delodajalec ali nadrejeni ali vodja, kdorkoli pač je, ali pa sodelavec ti reče, pa dej stari, a nehi, no, a veš, da sem ti samo hotel povedati, da tale projekt ne bomo dobili, če ga ne bomo dobro, to pa to dali. In včasih je slaba komunikacija lahko totalno poruši odnos. In isto to, naprimer, danes sem imela z mojo Hankico, mojo gospodinjo, čudovito žensko, ki se imamo že 20 let noro rade, sma prejšnji teden odprli neko in sem jaz tako vprašala, kaj res? Tako, in je videla pač moje oči. Moje oči ponavadi, ko kaj vprašam, jih tako res odprem. In potem je mene zabolelo, kako je to možno, da ona tega ne ve, ona je pa iz druge strani razumela, da moje oči govorijo, kot da ona laže. In potem se je obremenjevala s tem, ukvarjala s tem in potem smo rekli, sem danes rekla, nekaj nimamo v redu odnosi, zato ko se čuti energija. Tako da lepo prosim, vedno se zavedate, vedno se čuti energija. Tudi če nič ne govorite, se čuti energija. In potem rečem, deva se pogovoriti in potem poveva ena drugi zgodbo in kaj se nama zgodi. Obe se smejima s to zgodbo. Obe prideva do tega, da hrepenima po teh občutkih, da delima svoje občutke, kaj se je znotraj naju dogajalo. In potem, ko prideva do tega, oh my God, se vzpostavi odličen odnos. Zato ocenjujem, da ne bom danes rekla, da bom kratka, da bom poskušala kratka, kaj za vas pomeni sreča, izhajajte iz tega, kaj za vas pomeni sreča. In boste videli, da mogoče to, kar vi štejete, ne vem, da so drugi srečni gor dol, ste spet šli navzven namesto navznotri. Da rečete, da sem notranje miren, da se kdaj ne smejim kot otrok, da ne vem, da uživam v službi, da uživam, ker sem z otroci, da sem izpopolnjena s partnerjem, da vse, kar počnem, uresničujem svoje poslanstvo. Napišete tisto, kar vam daje te občutke. To pomeni, zdaj smo pri sreči spet, da se čutite živi. Kaj je to? A veste, tudi tako, ker nam mogoče na obredu se zgodi, da kdo res joka, na polno joka, in mi razmišljamo, le ko joka, lahko pa da oseba joka, ker je tako polna sreče, da zaradi tega solzice tečejo. Da so te solzice sreče in da so te tiste solzice, ki nas delajo še bolj polne. Tako da, evo, tu bi se danes moj video končal. Ne razmišljati o tem,
ne razmišljajte, življenje je prekratko, mogoče to, življenje je prekratko, da bi pustili, da čakate kak en dan, 1 uro za to, da ste še vedno v tistem bad feelingu in da greste v vlogo žrtve in zakaj to, zakaj ne ono. Namesto da se vprašate, da čisto vse v življenju lahko skreirate sami in da samo hrepenite potem, da soustvarjate to z nekom, ker takrat se počutite živi. Ali je to s partnerjem, partnerko, ali je to z otroci, ali je to s sodelavci, ali je to z vodjo, ali je s prijatelji, komorkoli. Najbolj pomembno je, da si dovolite biti lahkotni, živi. In ko to naredite, boste videli, da, tako kot reče Peter, evo spet govorimo o mojemu prijatelju Petru, najmenemu prijatelju Petru, ko reče, oh my God, kolikrat ugotovim, da smo si sami največja ovira. Ker imamo toliko, mislimo, da je življenje težko, da je zahtevno, kaj vse je treba narediti za to, da si dober, v resnici pa vse, kar je, čim bolj se pogovarjati in deliti svoje občutke, zato da boste lahko gradili dobre odnose. In ko gradite dobre odnose, sem prepričana, da ste srečni. Imam eno mojo stranko, ne vem več, je stranka, je si tako, to so stranke, ambasadorke, sestre, kakorkoli, sem da boste razumeli. Ko mi napiše sporočilo, napiše v sporočilu, vem, da se mogoče kdaj ne razumeva, ker govoriva, ker sporočilo da nekaj drugega in potem vsak prebere sporočilo po svoje. Nekdo ga prebere tako, ona pa misli tako. In potem je zelo pomembna ta komunikacija, odprta komunikacija, kako si ti razumela sporočilo, kako jaz razumem sporočilo. In zato pravim, isti ta dogodek, pa veste, da mi nismo si pisali s Hanko sporočila, ampak se je zgodilo tako, da samo moje oči so bile tako, kaj? Njene oči so pa potem bile, zakaj me tako pogledala, a misli, da laže? To je danes delila z mano. Samo najna verbalna komunikacija je že lahko ustvarila to, da ne pride do krasnega odnosa. Tako da, življenje je prekratko. Živite za tukaj, za ta trenutek. Vsak moment živite za tukaj, za ta trenutek. In se dajte polniti za ta trenutek. Če vam je še karkoli v megli, pustite potrpežljivo, da se odkrije ta megla. Seveda si pa postavite cilj. Kaj želite videti? Ne prehitevati. Zato, ker včasih se tudi otroka ne morete roditi v 3 mesecih. Ga rodite v 9 mesecih, če je vse ok. Če se pa rodi kaj prej, pa veste, da so komplikacije in časi te komplikacije prepuste, vse bo šlo v pravem toku in univerzum vas bo vedno vodil tam, kamor boste vi želeli. In mogoče še eno zadevo, da podelim, ker ne vem, če sem jo v prejšnjem videu podelila, ko slišim, ko vklopim kak video, tako imam vedno na izbiro, rečem tako, zdaj grem pa YouTube, naj mi izbere in tako ponavadi daje tiste vsebine, ki jih jaz rada poslušam in potem mi daje neke nove, ki so prišli. In potem dosti krat mi zasledim, mi vržejo kako vsebino, kako se ljudje posmehujejo zakonu privlačnosti. Pa ta zakon privlačnosti, pa to je vse brez veze, gordo sem tja. In naj povem, da sem bila jaz tudi med tistimi nekaj let nazaj, ker sem razmišljala, pa dejka ta zakon privlačnosti 50krat sem napisala, hvaležnost pišem vsak dan, pa kaj se to dogaja, pa valjda, da to pa to ne deluje. In pol ugotoviš, ko priješ na obred, ker si ful pretočen, zato pravim v življenju najbolj pomembno delati na pretočnosti. Tudi ko ste v službi, bolj ko ste lahkotni, lažje boste vse zmanifestirali oziroma vse tisto, kar si postavite. In pol prijete na obred in na obredu nekdo uživa, nekdo ne uživa. In če vi rečete besede, jaz bi tudi to, kar on, to dobite, univerzum vam to da. Če pa vi rečete, zakaj on to lahko, jaz pa ne, univerzum vam še več tega da. Zakaj? Ker tekmujete z nekom, ker se primerjate z nekom. In ta primerjava je vedno večja. On vedno večje užitke dobiva, vi pa vedno več tega, da se ne da. In potem vas pelje v nevoščljivost, ali vas pelje v tekmovalnost, ali zavisnost, kamorkoli pačana. Zato je izredno pomembno, da se čim bolj pogovarjate, da ste čim bolj lahkotni in da se zavedate, da si vsi želimo graditi odnos. In bolj ko bežimo, bolj se ustvarja slaba energija. Ker potem nastanejo, Don Miguel Ruiz ima 3 čudovite knjige, res 3 čudovite, sem jih že večkrat povedala, 4 pregovori, 5 pregovor in potem mojstrstvo ljubezni. Ko sem jaz to pošiljala za darila, ljudem so mi pisali nazaj, da te knjige sploh ne razumejo, da so pretežke. In pa rečem, če si v umu, je treba malo spustiti, pa malo iti v srce, ampak
najlepši njegov dogovor, ki ga je on postavil in ga pol tezo vlečejo skozi vse 3 knjige, je: ne domnevajte, ker ne veste, niste v njihovih glavah, ne veste, kako se počutijo. Tudi to lahko spremenite. Pridete v prostor in vas ena oseba čudno gleda in vi mislite: joj, me kritizira, me opazuje, misli kaj gor dol. Spremenite to drugače. Boste dobre volje in se bo ta oseba nalezla te dobre volje. Če pa ne, je pa njen izziv, ker ona o tem razmišlja. Vi pa samo razmišljate: kako sem hvaležna, da sem dobre volje, da sem pozitivno naravnana, in boste tega še več in več in več dobili. To vam obljubim, jaz vam obljubim, ker je to res. Ampak do tega morate sami priti. Tako, en krasen večer vam želim. Jaz odhajam. Jutri sem tudi jaz že v procesu, seveda, ko peljem 20 čudovitih dam na obred iz moje akademije. Jaz srčno upam, da bomo res zaplavale v te vode opolnomočenja, predvsem pa, da bomo odprli srčke na polno in bomo začutili to polno ljubezen, ker vesolje nam res želi dati. Za vsakega od nas je izredno veliko obilja. A veste, nekdo potrebuje milijone, nekdo potrebuje milijardo, nekdo potrebuje pa krasno družino, službo, v katero zelo rad hodi, čudovite otroke, da se lahko z njimi pozabava, hobije takšne, ki ga osrečujejo. Jaz občudujem take ljudi, ker vidim, kako uživajo v teh hobijih, nimajo nobenih gubic, lejejo, kar hočejo in se super počutijo v svoji koži, znajo nositi svoje telo. To je bistveno. Zato ne delajte primerjave z drugimi, ker potem samo še bolj se odbijate od tistega, kar bi v resnici želeli imeti. Tako da tisti, ki kritizirate, tisti, ki imajo denar, vedite, da še manj denarja imate. Bolje, da rečete: jaz bi tudi, pokaži univerzum kako. Tisti, ki kritizirate, kak nekdo, mogoče žena, ljubi moža, rečete: jaz bi tudi ljubila kakega partnerja, točno tako kot ona, ker potem bom jaz to tudi dobila nazaj. Tako da zapomnimo si, ženske smo bolj kompleksne, medtem ko moški so dokaj bolj enostavni. Ampak saj glejte, to je spet moja trditev, kar pomeni, da to zdaj ni 100%, da to drži. Ampak se to ni, se to tudi govorijo v raznih videih, lahko slišite. Jaz sem prepričana, da Bog ni moški, bi prej bil ženska, mislim, da je brez spola. Zakaj? Ker ženske smo tiste, ki gradimo odnose, ženske smo, ki dajemo življenje, in ko se bomo tega začele zavedati, bomo lahko tudi dosti bolj se povezovali. Ampak ne tekmovali. Ne se povezovali v tem v moči, v vplivu, ampak se bomo povezovali v ljubezni, iskrenosti in tudi v svetlobi. Evo, toliko z moje strani danes. Upam, da boste preživeli čudovit vikend, moj bo lep. Mislim, jaz si tako in tako vsak dan napišem, da sem hvaležna za čudovit, srčen dan, učinkovit, karkoli pač je, poln vseh priložnosti, ki mi jih pač ta dan namenja. Tako da, vse dobro vam želim in se vidimo ponovno v četrtek.